Dobar dan, lepo pozdravljeni in dobrodošli na Internet Viewju časnika Finance. To je pogovor, v katerem lahko sodelujete tudi vi. Moje ime je Juri Šimac, sem novinar in urednik na Financah. Danes pa bomo govorili o kreditih, obrestnih merah, kaj nas čaka v prihodnjih mesecih, pogovorih z bankami in tako naprej. Z mano je moj zelo dober kolega in sodelavec Srečko Korbar. Srečko, dobro jutro. Dobro jutro. Kako si kaj? Odlično. Si pripravljen? Tako je. Dobro. Srečko Korbar je v zadnjih letih del naše ekipe na Financah, predtem pa je večino svoje kariere preživel v bankah. In zato banke tudi zelo dobro pozna razmišljanje v njih. Srečko, povej mi kaj o tem. A sem se kaj zmotil, a sem kaj narobe povedal? Ne, Juri, povedal si vse natančno tako, kot je. Dobro, to me veseli. Spoštovani, kot rečeno, v tem pogovoru lahko sodelujete tudi vi, če imate za naju kakršnokoli vprašanje, povezano seveda z tematiko, ki jo danes obravnavamo, ga prosim zapišite v okence chat, midva pa bomo poskusila nanj odgovoriti. Ok, pripravili smo par slajdov, ker je tukaj kar precej številk, grafov in tako naprej. To zato, da se bomo lažje o tem pogovarjali. Jaz bom poskušal zdaj tole prezentacijo deliti. Srečko, ti pa mi med tem malo pojasnim, zakaj se mi pravzaprav danes pogovarjamo o obrestnih merah, o kreditih, zakaj je to spet vroča tema? Obrestne mere so, bi rekel, zadnja leta oziroma predvsem zadnja, bi rekel, 3 leta, od leta 2022 naprej, kar, bi rekel, zanimiva tema. Spomnimo se, da takrat smo imeli relativno visoko inflacijo in v bistvu smo vsi čakali na ukrepe ECB v smislu povečevanja njenih obrestnih mer, s katerimi bi skušala to inflacijo ukrotiti. ECB je precej odlagala s svojimi ukrepi oziroma prišla je precej pozno s temi ukrepi za zviševanjem obrestnih mer. In potem, bi rekel, so seveda obrestne mere na različnih trgih se začele premikati. Prej pa smo dolga leta, bom rekel, imeli na tem področju, kar lahko rečemo, mrtvilo. Ok, jaz sem pripravil en graf gibanja 6-mesečnega Euriborja. To je približno zgodba zadnjih 2 ali pa 3 let. Vidim, da mi deljenje ekrana ne gre najbolje od rok, ampak bomo tole uredili. Zaenkrat takole, potem pa dalje. Skratka, tole je graf gibanja 6-mesečnega Euriborja v zadnjih sicer 5 letih, ampak tukaj se lepo vidi ta hrib, do katerega smo nekako prišli, se pravi z minus 0,5, pa potem na 4 in zdaj gremo počasi spet dol. Srečko, ampak daj nam povej, Euribor, mogoče za tiste, ki ne vedo čisto točno, kaj to je, kaj pravzaprav je ta Euribor? Euribor je obrestna mera, po kateri si izbrane večje evropske banke medsebojno posojajo denar in zelo dobro odraža razmere na denarnem trgu in zato tudi banke to obrestno mero, se pravi ta Euribor, uporabljajo kot spremenljivi del skupne obrestne mere pri posojilih, ki so obrestovane pač s variabilno obrestno mero. Ok, šli smo precej hitro gor. Zakaj smo šli tako hitro gor? Zelo hitro smo šli gor ravno zaradi tega, ker je Evropska centralna banka takrat s ukrepi odlašala in potem pa je bila situacija z inflacijo že toliko pereča, da je bilo potrebno hitro ukrepati in večina se verjetno spomni, da v letu 2022 smo bili priča praktično skoraj vsak mesec dvigovanju obrestnih mer Evropske centralne banke in tem dvigom je seveda sledil tudi Euribor, ki ga vidimo na tem grafu. Ok, potem greva na naslednji graf, kjer lahko vidva, kaj se je v zadnjih recimo 5 letih dogajalo z maso novih oziroma novo odobrenih stanovanjskih posojil v Sloveniji. Pa ga mogoče malo pokomentiriva. Tam vidva nekje na prelomu oziroma nekje zgodaj leta 2022 velika rast mase teh novo odobrenih posojil, potem smo šli pa hitro dol. A je to, gledamo v živo, kaj dela ponudba in povpraševanje in tako naprej?
Točno tako. To je v bistvu skoraj bi lahko rekli zrcalna slika prejšnjega grafa, ko smo gledali gibanje Euriborja oziroma nekih obrestnih mer. Tukaj pa seveda gledamo obseg novo odobrenih posojil, ki se je zaradi višjih obrestnih mer precej zmanjšal in kljub temu, da v zadnjem času oziroma v letu 2024 obrestne mere zopet padajo, pa se sam ta volumen oziroma obseg novo odobrenih stanovanjskih posojil le polagoma zveča. Okay. In potem gremo naprej, ne, in vidimo lahko spet iz statistik Banke Slovenije, če se ne motim, ne, se pravi povprečna obrestna mera, govorimo o fiksni obrestni meri, za novo odobrena stanovanjska posojila in vidimo, da nekako je to zelo povezano s prejšnjim grafom. Ne, šli smo kar hiter gor in zdaj gremo nekako polagoma dol, s tem pa se tudi povpraševanje malo pobira. Ne. Tako je. In tukaj ta graf je zanimiv tudi z tega vidika, da lahko vidimo, kako hitro banke sledijo politiki ECB-ja, kadar je potrebno dvigovati obrestne mere na posojila, medtem ko na drugi strani, ko se obrestne mere ECB znižujejo, pa bi rekel, banke imajo kar malo nogo na zavori, se pravi, predvsej tempo zniževanja obrestnih mer je precej bolj počasen. Če bi se pogovarjali o depozitnih obrestnih merah, pa bi bila slika seveda ravno obratna. To je nekaj, o čemer se veliko pogovarjamo v zadnjih 2 letih. Ne? To je točno tako in je po svoje popolnoma logično, ker seveda banke stremijo k maksimiranju svoje obrestne marže in je logično, bom rekel, da skušajo pač svojo politiko naravnati tako, da je obrestna marža čim višja. Nas pa s tem malo jezijo, ne? Absolutno. Dobro. Srečko, poglej, to je zdaj pač zgodba zadnjih mesecev, ne? Seveda vse pa zanima, kaj je zgodba naslednjih mesecev. Ne? In tukaj imamo ene finančne instrumente, ne, na podlagi katerih lahko nekako približno predvidevamo, kaj se bo v naslednjih mesecih dogajalo z obrestnimi merami. Ne? In grem na naslednji slajd. To je, viš kaj, kar sam pojasnim, kaj je to. Hvala. To so izvedeni finančni inštrumenti, tako imenovani forwardi, in s temi se na nek način, bi rekel, izraža predvidevanje, kam bi naj šlo gibanje Euribora v naslednjih tako mesecih kot tudi letih. Zdaj seveda bi rekel, to ni čisto predvidevanje v smislu neke steklene krogle, ampak so dejansko vzali konkretni posli. Res vedeti pa je treba, da predvidevanja so ta trenutek pač takšna, kot so na tem grafu ob sedaj znanih informacijah. Ker pa vemo, da je recimo v svetu geopolitična situacija predvsej, bi rekel, fluidna, pa se lahko kmalu kaj zgodi, kar bo mogoče te grafe tudi spremenilo. Ok, ne? Ampak če jaz prav berem ta graf, ne, in gledam recimo 6-mesečni Euribor, tega banke mislim, da najpogosteje uporabljajo pri posojilih z variabilno obrestno mero, ne, vidimo, ok, zdaj smo tam nekje na 2,6%, mogoče malenkost pod, ne, in nekje do sredi leta naj bi prišli do okvirno 2%. Tako. To je nekako v skladu s tem, kar tudi se predvideva glede nadaljne politike Evropske centralne banke. Ne? Tako je. Še 2 do 3 reze letos, potem pa vidimo, kje smo. Tako je, in potem seveda zlagoma zopet dvigovanje, ne? Ampak se pravim, to je ob trenutno znanih informacijah. Ne? Ok, ampak tukaj gledamo kar eno dolgo obdobje, ne? V bistvu za 10 let naprej. Ne? Koliko pa ti misliš, ne? Ti imaš malo izkušenj s tem, ne? Se to sicer midva tudi pogosto gledava, ne? Koliko pa misliš, da je to kaj zanesljivo? A se je čist zanašati na to ali ne? Mislim, sprejemati svoje odločitve na podlagi tega, kaj trenutno trgi predvidevajo, da bo z Euriborjem čez recimo 5 let. Mislim, sama prihodnost je po definiciji negotova, ne? In zaradi tega bi rekel, te napovedi niti ne morejo biti zelo zanesljive, ker pač teh dogodkov, ki prihajajo logično, ne morejo jemati v račun. Ne? In moram reči, da na ravni nekih pol leta do 1 leta so verjetno, bi rekel, napovedi kar precej zanesljive, za naprej bi pa sam recimo kar malce dvomil v njih. Ok, razumem. Naslednji teden imamo zasedanje Evropske centralne banke. Ne?
Tako je. Kaj nas čaka? Čaka nas po napovedih, ki so trenutno zopet znižanje obrestnih mer in sicer zopet za 1/4 odstotne točke. Ok, razumem. Cool. Zdaj bi pa jaz predlagal, da pogledava, kako se to v praksi recimo odraža, vse te premiki, ki smo jih na prejšnjih grafih pokazala, kako se v praksi to odraža na ponudbi bank. Mi že nekaj časa poskušamo sistematično spremljati ponudbo bank za stanovanjska posojila oziroma za fiksne obrestne mere za stanovanjska posojila. To delamo redno vsak mesec in to obnavljamo in zdaj imamo že neko časovno serijo in je slika kar zanimiva. Jaz sem zdaj tle recimo izbral 2 meseca in tole je recimo slika iz julija 2023 v primerjavi z januarjem 2025. Če na hitro se sprehodva čez, vidimo recimo predvsem pri teh 30-letnih posojilih, na prvem mestu imamo tle v prvi vrstici NLB, julija 2023, 5,25% fiksna obrestna mera, oglaševana seveda, danes januarja smo pri 3,4%. Kako ti to vidiš? Ja, smo že malo komentirali, dejansko bi rekel, obrestne mere so na poti navzdol, bi rekel previdno, z zelo previdnimi koraki, vendar tu konkurenca dela. Stanovanjska posojila so le eden najpomembnejših bančnih poslov, tako po obsegu teh posojil je v bančnih bilancah preko 8 milijard evrov. Pomembna so tudi zaradi tega, ker so praktično edina storitev oziroma produkt, pri katerem pride do prerazporeditve komitentov. Tisti, ki vzame stanovanjsko posojilo, postane tudi logično komitent te banke. In zaradi tega ta konkurenca dejansko funkcionira tako, kot mora. Spravi, neka banka, bom rekel, se odloči, da si bo vzela nekoliko večji tržni delež, gre nižje z obrestnimi merami, potem naslednji meseci pa že sledi kakšna ali pa 2, in potem tako po korakih, bom rekel, se spreminja situacija in pač obrestne mere se znižujejo. Ok, poglej, to sva debatirala danes zjutraj, razlika, če pogledamo tole pri NLB 30-letno, tle so razlike najbolj izrazite, za večino ljudi mogoče med 5,25 pa 3,40% obrestno mero, mogoče na prvi pogled se jim to ne zdi veliko. Pa sva malo vrgla skupaj številke in rekla, ok, dajmo predpostaviti nekoga, ki išče 150,000 evrov kredita, pa bi ga vzel po 5,25 ali pa bi ga vzel po 3,40. Razlika v strošku celotnega kredita, kakor smo prišla do številk, znaša 60,000 evrov. To pa je že kar lepa številka. Ta je bistveno bolj prepričljiva kot tista pri odstotkih. Ja, se absolutno strinjam. Veš, kaj me še zanima? Poglej, pred začetkom tega cikla dvigovanja obrestnih mer, ki smo ga videli od 2022 dalje, je nekako več bank ponujalo te dolgoročne fiksne obrestne mere, recimo 30-letne. Potem pa je to naenkrat začelo kar izginjati iz ponudbe, v bistvu jih ponuja zdajle 3 banke imajo v ponudbi 30-letne fiksne obrestne mere za stanovanjska posojila. Zakaj po tvojem mnenju je to iz ponudb kar naenkrat izginjalo? Zakaj se je več bank umaknili iz tega? Če se vrnemo na tisti graf o Euriborju, če se spomnimo, kakšno je bilo gibanje Euriborja, si lahko tudi to pojasnimo. Skratka, dolga leta smo imeli nekako stabilne razmere, in potem je se pojavila po covidu inflacija, in dejansko je bila reakcija ECB nekoliko zapoznela in zelo, bi rekel, burna, in dejansko je začela ECB hitro zviševati svoje obrestne mere. In banke, če česa ne marajo, pa ne marajo negotovosti. Skratka, in jaz mislim, da je bila enostavno reakcija na te poteze ECB in hitre spremembe, ki so se po dolgih letih zatišja začele dogajati, da so seveda, bi rekel, ukinili določene produkte. Ta je tipičen, se pravi, posojilo s fiksno obrestno mero na 30 let, ker 30 let je
le zelo dolga doba, ne, in fiksirati neko terjatev z neko obrestno mero na tak rok je na nek način tvegano in v razmerah, ko pa bi rekel, ki pa niso neko predvidljive ali pa so zelo hitro spreminjajo, pa seveda bi rekel nikakve velike naklonjenosti do take ponudbe. Ok, poglej, Srečko, tukaj govorimo seveda o oglaševanih obrestnih merah, ne? Ni pa to dokončna zgodba, ne? Jaz sem si vzel nekaj časa in sem s pomočjo recimo tega križanja podatkov iz različnih javno dostopnih baz potegnil ven zadnjih 10 ali mislim, da 11 poslov, iz katerih pa se vidi, koliko nižje banke dejansko potem tudi grejo, ne? In bom zdajle pokazal, upam, da se to lepo vidi, z barvo sem označil tiste, kjer so odstopanja najvišja, ne? In če greva malo čez tole, ne, v bistvu razlike niso tako majhne, ne? Govorimo o tem, da v bistvu, če se z banko pogovarjamo, očitno lahko oglaševano obrestno mero znižamo tam za 0,5 odstotne točke, kar pa je že kar lep denar verjetno, ne? Absolutno, jaz mislim, da je to eden boljše plačanih poslov. Se pravi, sami sebi plačamo. Ja, pravzaprav res, ja, v bistvu prihranimo. Ok, ne, ampak deva biti mogoče malo konkretna, ne? Kako naj banko prepričam, da mi bo tudi meni popustila in mi bo šla tok naproti in rekla, ok, dam 0,5 pike nižje od tega, kar oglašujemo. Ker verjetno, če ne bomo nič vprašali, ne bo nič. Ne bo nič, ne? Absolutno. Ok. Ja, predvsem banka mora dobiti občutek, da ima opravka s kvalificirano stranko, ne? In jaz mislim, da najbolj pomembna zadeva pri teh pogajanjih je to, da banki dokažemo, da imamo svoje osebne finance trdno v rokah, da je predstavil nek osebni finančni načrt, z katerega jasno sledi, na kakšen način bomo kredit odplačevali, se pravi, da je jasno, odkud dobivamo prejemke, da so ti realno ocenjeni, da znamo stroške realno oceniti. In ker za banko je najpomembneje, seveda bi rekel, da se posojilo odplačuje, ne. Zavarovanja so tle drugotnega pomena, so sicer pomembna, vendar bi rekel bistveno pomembnejše je plačevanje posojila. Druga stvar, seveda bi rekel, ki je zelo dobro vedeti, je tudi, da poznamo svojo kreditno sposobnost. Banke imajo te kalkulatorje, bi rekel, na katerih si lahko to izračunamo. In seveda, pomembno je pa to vedeti zaradi tega, da ne postavljamo nekih nerealnih zahtev, ne, da vemo približno, bom rekel, kje so tiste meje, do kje lahko še pričakujemo, bi rekel, posojilo oziroma kakšno posojilo lahko pričakujemo. Potem je pomembno, da imamo čist SIS-bon, ne, SIS-bon je, da tako rečem, zakladnica naših finančnih grehov, pa tudi obstoječih zadolžitev. Skratka, da enostavno svoje obveznosti tekoče poravnamo, ker če seveda pride do zamud, iz katerih potem kakšne izvršbe sledijo, da se to zabeleži in to ravno ni naš adut, ne, pri pogajanjih z banko. Pomembna je seveda tudi naša zaposlitev, če je ta zaposlitev v nekem večjem stabilnem podjetju, tudi javnem sektorju, ne, če upravlja nek deficitarni poklic, čeprav zdaj so že skoraj vsi poklici deficitarni, ne, potem je to vsekakor prednost pri pogajanjih. Dobro je tudi, da poznamo ponudbo bank, potem se lahko recimo prepričamo v časniku Finance. Potem je pa seveda zelo pomembna so tudi zavarovanja, ne, in seveda, če razpolagamo z že nekimi prihranki, ne, potem bi rekel, bo razmerje med odobrenim posojilom in ponujenim zavarovanjem za banko ugodnejše, kot če bomo, da tako rečem, skušali se zadolžiti po slovensko do daske, ne, oziroma pač čisto do konca. In seveda omenil bi pa tudi eventualno, bom rekel, da izkažemo voljo, da bi morda še kupili kakšno dodatno bančno storitev, pri čemer je pametno seveda povpraševati predvsem po tistih, ki jih potrebujemo, ne, po tistih, ki jih ne bomo potrebovali in bi rekel, bomo samo za njih plačevali. Ok, do tega še prideva, predvsem pri debati o refinanciranju kreditov. Bi te pa vprašal mogoče tako, ne, recimo, če
če se proba postaviti v vlogo enega kreditojemalca, neke stranke, ki danes, recimo, da si to ti, Srečko. Srečko, ti danes iščeš 150 000 evrov stanovanjskega kredita. Mal si že v letih za te stvari, ampak zdaj si predstavljati, da si 20 let mlajši. Poglej, kako bi se tega lotil? Kako bi se lotil iskanja posojila? Ja, v bistvu sem prej povedal. Na nek način bi najprej prešekiral, kakšna je situacija na trgu, da vem, bom rekel, v katerih okvirih se lahko pogovarjamo, predkviral bi svojo kreditno sposobnost, naredil en dober finančni načrt, bi rekel, nakup bi dal svoje prihranke in jih na nek način kot tisto lastno udeležbo predstavil banki, to je približno to. Okay. Lej, potem pa mi banke, pridem jaz na te kalkulatorje, spletne in tako naprej in gledam, ena je obrestna mera, potem pa je od spodaj nek EON. Kaj je zdaj ta EON? Ja, EON je v bistvu efektivna obrestna mera, to je pač obrestna mera, v kateri so vsi stroški, ki spremljajo posojilo, to so stroški odobritve, pa še česa, zavarovanja, recimo cenitvene premičnine, ki so zavzeti v tem strošku, oziroma tej obrestni meri. In na nek način izkazujejo, bom rekel, ali je, če primerjamo dve obrestni meri, je seveda tista z nižjo efektivno obrestno mero oziroma EON ugodnejša. Moramo pa verjetno biti malo pozorni, kaj vse vsebuje ta EON, ne? Ja, v bistvu na nek način banke nimajo čisto poenotenega načina izračunavanja EON-a, predvsem se tle razlikujejo v vključevanju stroškov vodenja osebnih računov, ene to vključuje, druge ne vključujejo, in seveda ta znesek sam po sebi na mesec ni visok, tam 2 do 3 evre, približno tudi lahko več ali manj, ampak to se v 30 letih kar nabere, in zaradi tega je seveda potrebno, bom rekel, tudi mogoče večkrat pogledati, kaj vse je v EON vključeno in kaj ni. Čeprav metodologija pa je predpisana z zakonom in bi na nek način morali vsi uporabljati isto metodologijo. Ok, poglej, dobila sva eno vprašanje od gospe Tanje. Vse pravzaprav gre za logično in večno vprašanje. Kredit z fiksno ali z variabilno obrestno mero? Ja, to je res večno vprašanje, bi rekel. Takole bom dejal, recimo kredit z variabilno obrestno mero je morda primeren za tiste, ki na nek način želijo imeti posojilo, katerega obrestovanje se bo gibalo v smeri, kot se na splošno obrestne mere gibljajo. Se pravi, ko bodo šli dol, ko bodo šle obrestne mere navzdol, bo temu sledil Euribor in tudi naša obrestna mera za naše posojilo. Po drugi strani fiksne obrestne mere so pa za tiste, ki enostavno se s tem ne mislijo kaj dosti ukvarjati. Res pa je tudi, da so že zdaj kar nekaj časa fiksne obrestne mere nižje od variabilnih, se pravi, če se štejemo Euribor pa fiksni letni pribitek, je ta običajno celo višji od fiksne obrestne mere. Tukaj je še ena stvar, ki je potrebno upoštevati, da v bistvu fiksna obrestna mera v Sloveniji ni čisto fiksna in bom tudi razložil, zakaj. Ni čisto fiksna zaradi tega, ker kadar gredo obresti navzdol, je možno posojilo refinancirati. Kaj je refinanciranje, bomo tudi pojasnili. Skratka, v bistvu možno je pridobiti novo posojilo po nižji obrestni meri, s katerim financiramo obstoječe posojilo. To lahko naredimo pri ali konkurenčni banki ali pri lastni banki, pri banki, ki je posojilo odobrila. Zato bi rekel, je fiksna obrestna mera in se pa treba seveda s tem ukvarjati, ker enostavno bi rekel, to banka sama od sebe sigurno ne bo naredila. Srečko, super, sjajna iztočnica, to je naslednja točka, refinanciranje. Vzel sem kredit, predstavljiva si posojilo jemalca, bomo pa tudi en konkreten primer predstavili. Vzel sem kredit po visoki obrestni meri. Recimo, vzel sem ga julija 2023 ali pa kaj podobnega, ali pa konec leta 2022.
Zdaj pa vem, da obrestne mere padajo. Padajo na trgih, padajo oglaševane obrestne mere bank, vidimo v tabeli, da tudi tukaj padajo. Ne? A lahko še kaj naredim? Absolutno, vedno se da narediti. Ne? Je pa tisto, kar je pa ključnega pomena, je pa seveda, ali se to splača. Okay. Splača se praviloma, če je znesek posojila visok, če imamo do končnega odplačila še dolgo dobo, se pravi, da smo, da tako rečem, v prvi polovici odplačevanja. Splača se pa tudi, če je obrestna mera, razlika v obrestnih merah, se pravi med tisto, po kateri smo posojilo pridobili in to, po kateri bi sedaj lahko refinancirali, relativno visoka. Seveda bojo to našo akcijo spremljali tudi neki stroški, ampak običajno so prihranki od teh stroškov višji. Ok, super. Poglej, jaz predlagam, da greva kar na en konkreten primer, ki ga imamo in smo v Financah o njem že večkrat pisali. To je Mojca? To je Mojca. Mojca je gospa. Mojca je gospa iz Šiške. Seveda ni ime Mojca, ime smo si izmislili, ker pač moramo malo čuvati njene osebne podatke. Gre pa za en čist konkreten posel. In sicer na kratko, če povem, gre za gospo, ki je konec leta 2022 kupila stanovanje v Šiški, zanj plačala 221 000 evrov in ob tem za financiranje najela 176 000 evrov posojila, 30 let je ročnost tega posojila, fiksna obrestna mera pa znaša 4,6%. Ali Mojca lahko kaj naredi danes? Seveda, Mojca lahko stori kaj že danes, lahko tudi še kaj počaka, ker obrestne mere bodo v tej smeri, kot gredo zdaj, se pravi navzdol, šle še nekaj časa. Seveda pa je vse stvar kalkulacije in njene potrpežljivosti. Ok, ampak definitivno pa je kandidatka za refinanciranje. Absolutno je kandidatka zaradi tega, ker je vzela relativno visoko posojilo, ki njeno posojilo izpolnjuje tiste pogoje, ki sem jih namreč prej omenil. Predvsej ima še do odplačila, predvsej dolgo dobo, posojilo ima v visokem znesku in obrestna mera, po kateri ga je najela, je visoka v primerjavi z današnjimi. Zato je kandidatka. Ok, pa bo kar probala skozi naš kreditni kalkulator, ki ga imamo na spletni strani Financ, nekje od decembra. Tako je. Pogledati, kaj pravzaprav lahko danes, koliko pravzaprav bi lahko glede na razmere na trgu prihranila z refinanciranjem. Skratka, in greja kar po točkah, ker nam boš mogel ti malo pomagati. Ne? Skratka, tlele imamo eno polje, s katerim bomo začeli, znesek neodplačane glavnice. Mojca mora verjetno vedeti, kje ima svojo kreditno pogodbo, pa jo malo pogledati. Ja, predvsem prilogo mora pogledati za tale podatek tam, kjer je rekel načrt odplačila ali pa amortizacijski načrt in tam bo tudi dobila podatek, koliko je še banki dolžna. Če seveda bi Mojca imela variabilno obrestno mero tega podatka, ne bi imela, ker tam se pa amortizacijski načrt z vsako spremembo, to je običajno polletno, spreminja in bi rekel, bi morala po ta podatek ali v banko ali pa pogledati v elektronsko oziroma mobilno banko. Ok, bo probala tale kalkulator, ga bom probal jaz kar izpolniti. Mi smo nekako na podlagi njenih podatkov preračunali, da banki trenutno dolguje še 170 000 evrov. Njena veljavna obrestna mera, sva že omenila, je 4,6%. In število preostalih obrokov, to pa moram pogledati na 336 mesecev, se pravi še kar dolga doba. In predpostavlja sva, da nova izpogajana obrestna mera za tako posojilo bi bilo nekje v višini 3%. To sva rekla, da malce zaokroživa, damo tlele 3 in pa potem Mojco bojo utegnejo čakati kakšni stroški povezani z refinanciranjem. Ni to v vsakem primeru zastonj. Ne, to ni zastonj, ceneje je pri lastni banki, zaradi tega, ker pri lastni banki ne bo potrebno spreminjati, bi rekel, hipotekarnega zavarovanja v zemljiški knjigi, medtem ko če bo šla k drugi banki, bo potrebno eno posojilo poplačati z drugim posojilom in seveda se bo nova banka na novo upisala in bodo prišli zraven še notarski stroški. Tako da bi rekel,
te stroške deva recimo v višini 1000 evrov, kar je nekje kar precej. No, ampak tukaj, da te sam še vprašam, ne, glede na to, kar si rekel, se pravi, najboljše je verjetno najprej iti k svoji banki in se z njo probati zmeniti. Definitivno bi rekel, to bi priporočil, ker enostavno banke poznajo situacijo tudi na trgu in če je stranka, kot smo že prej rekli, neoborožena z poznavanjem situacije, seveda se bodo z njo pogovarjali, ker seveda rekel, ni najboljš dejansko, nihče ne izgublja rad strank. Ok, super. Evo, jaz sem tlele kar vpisal stroški dodatka k pogodbi oziroma rečemo temu stroški refinanciranja in bo dala en izračun in kaj se nama zgodi, ugotoviva, da Mojca pošljem kar velik denarja, če obišče banko. Oziroma pri stroških celotnega posojila, ker gre za relativno visok znesek in relativno dolgo ročnost, 50 000 evrov. Mislim, da se izplačajo v banko. Mojca, če nas poslušate, pejte na banko. Ne, Srečko, zdaj pa zares. Ok, predpostavljiva, da Mojca naj jo danes posluša. Okay. Kako naj se tega pravzaprav loti? Ne gre najprej na svojo banko. Da, definitivno. Jaz bi predlagal, da gre na svojo banko, vendar že oborožena z podatki, z poznavanjem situacije na trgu. Ne. O tem se da seznaniti iz medijev, tudi se precej poroča, bom rekel, kakšne so obrestne mere za stanovanjske kredite. Mislim, da zdaj že to več medijev, mislim, da so bile Finance prve, zdaj pa več medijev redno mesečno poroča o seveda obrestnih merah, ki so uradne, da tako rečem, se pravi, ne tiste, v katerih se pogajamo. Mi pa seveda poročamo tudi občasno o dejanskih obrestnih merah, se pravi tistih, ki so zapisane tudi v kreditnih pogodbah. Ne. In seveda, ko poznaš trg, tudi veš, kako in do kje se pogajati. Ne. In seveda, bom rekel, če na nek način je banka pripravljena priti nasproti, potem je zelo pametno, bi rekel, dogovoriti z obstoječo banko. Je tudi bistveno enostavnejše. Če pa seveda ne gre, potem je pa treba vzeti pot pod noge in potrkati še na kakšna druga vrata. Ja, ravno to sem te hotel vprašati. Kaj pa če banka reče, po domače rečeno, ne, Mojca, sorry, ti si svoje podpisala. Ja, potem bo pač Mojca verjetno šla konkurenci, ne. Mislim, da ima Mojca še kakšen nadut v rokavu, recimo verjetnost je cena njene nepremičnine šla nekoliko gor, ne, in je, bom rekel, pa tudi nekaj malega posojila že odplačala, ne, tako da je to razmerje še nekoliko boljše, kot je bilo ob najemu posojila, tako da bi rekel, če seveda bo potrkala na prava vrata, se pravi na tisto banko, ki trenutno, bom rekel, aktivno pridobiva tudi nove komitente preko ponudbe stanovanjskih posojil, bo verjetno uspelo. Ok, super. A bo banka poskušala še kaj dodatnega prodati? Vedno. Seveda, se to je normalno, tudi na bencinskih črpalkah poskušajo prodati kakšen žvečilni gumi ali kaj podobnega, to je logično. Seveda je pa, in tudi ni nič narobe, da se razumemo, ne, mora pa Mojca seveda vedeti, kaj koristi oziroma kaj potrebuje in potem seveda se dogovoriti za nakup takšne storitve, ne, ki bo tudi njej v korist. Ok. Skratka, čeprav razumem, če potegnem črto, nekoliko naj si preračuna, a je primerno za njo, a je, ne vem, vzajemne sklade, a neka zavarovanja, kakorkoli. Skratka, vse to je treba upoštevati. Ne? Tudi če je obrestna mera nižja, jo mogoče nekje drugje čaka en drug strošek. Ne? Ja, definitivno bi rekel, tako da, ampak da bi jo kakšen strošek lahko, bi rekel, kompenziral oziroma nadomestil ta prihranek, ki sva ga izračunala, mislim, da ga ni. No. Ja, tukaj gre za res visok in opazen znesek. Ok, ene par vprašanj smo dobili iz publike, pa poskušala na nje še odgovoriti. Gospoda Aleša zanima, če banka pri kreditih upošteva,
oziroma pri ugotavljanju kreditne sposobnosti vzame v zakup tudi vrednost delnic v tvojih lasti, če imaš pri njih odprt račun. To bo ne pri kreditni sposobnosti, to bi prej, rekel, lahko vzeli v obzir pri zavarovanju. Ok, Ja. ok, v redu. Potem gospod Aleksandro zanima, kako je z dobo vračanja posojila, če je oseba stara 70 let in želi posojilo v višini 50 tisoč evrov. Ja, to ima podoben problem z gospodarjem, ki si ga že omenil. Malo šale. Ampak praviloma bi rekel, mora biti posojila odplačana v večini bank, mislim, da pri 75 letih starosti. So pa tudi izjeme, kjer mislim, da je ta starost 80 let, ne bi pa zdaj na pamet vedel, kje to je. Ok, razumem. In še eno vprašanje imamo, to pa je povezano z načrti za gradnjo hiše. To pa mogoče malo bolj kompleksna zadeva, ampak bomo poskusila. Poskušamo lahko. Skratka, gradnja hiše, ki bo potekala v fazah, priprava terena, nakup montažne hiše in tako naprej. In sprašuje gospod, verjetno se bolj izplača en kredit za celoten znesek projekta ali ne? Skratka, razumeš, ne? Ja. Nakup hiše, verjetno zemljišča, opremo in tako naprej. Ne? Ja, verjetno bi rekel, bo to najboljši pristop, se pravi vzeti posojilo in ga potem nekje črpati skladno z, to bo tudi banka sigurno zahtevala, skladno z predloženimi situacijami oziroma računi, ne. Skratka, banka bo spremljala napredek gradnje, pa seveda zelo pomembno, da se že na začetku dobro ocenijo tako stroški kot sama časovnica, ne, ker bi rekel, tista pregovarjanja potem, zakaj kaj še ni, pa da stalo je več in tako dalje, so dosti neprijetna in banke tudi niso kakšni strokovnjaki za gradbeništvo, ne, in bi rekel, potem iti z njimi v te diskusije ni ravno pozitivno. Skratka, bolje je na začetku to dobro oceniti, ne, in potem se nekako začrtanega plana v čim večji meri držati. Ok, razumem. Še eno vprašanje imamo od enega gospoda, mogoče je malce širše, ne? Ampak ti, Srečko, si izkušen človek, delal si v bankah, zdaj pa delaš prvenstveno za moje finance, se ukvarjaš veliko z osebnimi financami. In gospoda zanima, kaj pa predlagate mladim, ki živijo v najemniških stanovanjih in težko karkoli prihranijo, pri čemer pomoč staršev ni možna. To je, jaz mislim, en večjih problemov današnjega časa in tukaj, če se ne bo država resno tega lotila, ne, poudarek je na resno, bo to problem, ki bo, bi rekel, lahko zaznamoval kar cele generacije, ne, oziroma celo generacijo. To mislim, da je en večjih problemov, ki jih imamo v naši državi. Jaz ta trenutek težko rečem, kakšna bi bila rešitev, ne, na nek način vsi upamo, da se bo mogoče ta trg nepremičnin nekoliko ohladil, ne, in z znižanjem cen na trgu nepremičnin bi verjetno bile tudi dostopne širšemu krogu iskalcev in to je verjetno tista, bi rekel, rešitev, ki bi bila najbolj primerna, ampak se pravi, zahteva pa določene pogoje. Ok, vmes sva dobila še eno vprašanje, ki je dobro in se ga danes nisva dotaknila. In se v zadnjem času dejansko res ta ponudba mogoče malo bolj pogosto pojavlja, kot se je v preteklosti. Ne? Gospod Tomaž pravi, vidim, da banke sedaj ponujajo tudi kombinirane obrestne mere. Ne? In ga zanima, ali lahko poveste, kako se razlikujejo od spremenljivih in fiksnih, ne? In a se splača vzeti takšno obrestno mero. Zdaj bi rekel, nobena obrestna mera ni, da tako rečemo, dokončna v tem smislu, da bo jo banka uporabljala celo dobo odplačevanja posojila, če bomo vse aktivni pri refinanciranju, ne, o tem smo že govorili, ne. Zdaj ta kombinirana obrestna mera, bom rekel, pomeni, da bomo neko določeno obdobje plačevali, mislim, da je najprej fiksna, pa potem pa prije variabilna, ne. To izhaja tudi iz tistega, da tako rečem, kako bi rekel, ne strahu oziroma
lahko rečemo iz tega strahu pred negotovostjo, ker pač banka ponudi fiksno za določeno obdobje, potem pa ne bi bila variabilna. Ampak jaz mislim, da če je ta obrestna mera, tisti fiksni del, recimo ugoden, ni nobenega problema najeti tudi posojilo s tako obrestno mero, ker po 10 letih odplačevanja bomo že v bistveno boljšem položaju, mi bomo že precej odplačali, razmerje med zavarovanjem in posojilom se bo izboljšalo, in bomo takrat videli, ali nam bo ta druga obrestna mera, ki je verjetno variabilna, odgovarjala, sicer pa se bomo pogovarjali o tem, da bomo posojilo refinancirali pri isti ali drugi banki. Super, poglej, dve povsem enake vprašanje smo dobili prav zdajle, in sicer ali obstaja kakršnakoli omejitev glede števila oziroma pogostosti refinanciranja. Skratka, lahko prijem vsako leto. Lahko bi rekel, vendar je vprašanje, če se to splača. Ni omejitev, zakaj bi rekel. To je pač posojilo, je pogodbeni odnos med banko in kreditojemalcem in bi rekel, ga pogodbeni strani oblikujete tako, kot želite in toliko spremenite, kot želite, jasno v okvirih, ki so skladni tudi z zakonodajo, ki pa ureja tudi določene stvari na tem področju. Ja. Verjetno pa iz vidika stroškov in tako naprej, ki jih pač refinanciranje tudi prinese, ni lih priporočljivo, da bi to počeli definitivno. Vsake 2 meseca. Gotovo. Ja. Še eno vprašanje imava, in sicer, kako banke obravnavajo prosilce za kredit z zaposlitvijo za določen čas? Ja, tu je o zaposlitvi kot enem od elementov, bi rekel, tistega prepričevanja banke, smo že govorili, in moram reči, da pri stanovanjskih kreditih jaz mislim, da bo kar malo težava, zaposlitev za določen čas. Tako da zaposlitev za nedoločen čas je gotovo, bi rekel, prednost ali pa celo nujni pogoj. Jaz imam še eno, pri refinanciranju. Ne vem, če smo omenila, vseeno je dobro, če se tega lotevamo, da fajn pogledamo svojo pogodbo. Določene banke zaračunajo penale, če predčasno poplačamo posojilo, skratka, če gremo v drugi banki, nekatere banke tega ne počnejo. Kako je s tem, če mi še to malo poskušamo osvetliti? Predčasna vračila so po zakonu o potrošniških kreditih v bistvu za posojila s fiksno obrestno mero banke lahko, pri predčasnih poplačilih posojil s fiksno obrestno mero banke lahko zaračunajo nadomestilo, medtem ko pri posojilih za variabilno pa ne. Mislim, da je tisti obseg plačil, ko pa ne zaračunajo nadomestila po zakonu, je pa 10.000 evrov letno pri fiksni obrestni meri. Se pravi, če predčasno poplačamo do 10.000 evrov fiksnega oziroma posojila s fiksno obrestno mero, potem nadomestila ne bomo plačali. Se pa to malo razlikuje od banke do banke, vsaka ima neko svojo politiko. To bi rekel, tisto banka seveda vedno lahko naredi določilo, ki je ugodnejše za stranko, to brez dvoma. Verjetno pa ne sme, gotovo pa ne sme narediti takšnega, ki bi bilo ostrejše oziroma manj ugodno, kot je pa to predvideno z zakonodajo. Še eno vprašanje malo, ki je mogoče malo spet povezano z, mislim, je malo odgovor, na katerega je malce povezano, je odvisno od vsake posamezne banke. Ena gospa sprašuje, kako pa je s poskusno dobo, če naprimer manjka še mesec do konca poskusne dobe in zaprosiš za kredit. Verjetno bo potrebno počakati še en mesec. Verjetno počakati še en mesec. Ja. V redu. Mesec pri stanovanjskih posojilih hitro mine, ker to so pač posojila, ki tudi njihova obdelava traja nekaj časa, niso tako zelo enostavna in je treba kar precej stvari pregledati, tako da bi rekel, tu je treba biti tudi nekoliko potrpežljiv. Še en komentar sva dobila, ko je bila prej debata o tisti kombinirani obrestni meri, in pravi gospod, da njemu so predlagali, če vzame to in mu predlagali, da v času fiksne obrestne mere odplača cel kredit, če je seveda tega sposoben. S tem načeloma nič narobe, Seveda, nič ni narobe, bi rekel, ampak če z opozorilom, da če gre za predčasna odplačila,
Potem je treba paziti na tistih 10 000, če pa to tako že narejen amortizacijski načrt, potem pa seveda, bi rekel, te nevarnosti ni. Ok, super. Lej, jaz mislim, da smo šla lepo čez vse. Dobila smo sicer še eno vprašanje od enega gospoda, ki pa je povezan z enim podjetniškim posojilom. Na tega ne bova iskala odgovora, ker je mogoče malo kompleksen, bo pa poskusili odgovor na to vprašanje poiskati s pomočjo naših novinarjev na Financah in na njega odgovoriti. Se bomo javili, če slučajno pozabimo, gospod Božo, lahko mi pošljete e-mail na juri.simac@finance.si. Sva čez, ne? Odlično. Zastavili smo si pol ure, zdržali smo 45 minut in mislim, da je to. Tako je. Tako da nama preostane samo še Srečko, hvala ti lepa za to, da si vzel čas danes. Z veseljem. Tudi jaz se pa zahvaljujem, mi rekel vsem za pozornost in ja, seveda, najlepša hvala, spoštovane dame, spoštovani gospodje, tudi vam za vašo pozornost. Posnetek tega pogovora, kot vedno, bo seveda na voljo, mislim, da tokrat celo na YouTubu. Prav tako bo na voljo nek povzetek tega pogovora. Vsekakor pa preverite naš kreditni kalkulator, absolutno koristno orodje in se vidimo naslednjič. tako je. Okay, hvala lepa, nasvidenje. Hvala in nasvidenje.